ena oblika spletnega tečaja, ki mogoče v resnici sploh ni spletni tečaj, skratka nima tiste klasične strukture, da udeleženci grejo od točke A do točke B, skratka do nekega končnega učnega cilja, ampak je bolj kot ne, jaz temu rečem, video knjižnica. Zdaj, kje lahko to uporabimo? Skratka, to gre, kadar imamo recimo zbirko veliko video vodičev ali pa nekih krajših, res kratkih, tja do 5-minutnih posnetkov za določene namene. Ne? To bi bili razno razni jezikovni tečaji, jaz imam tehnične zadeve na tak način posnete. Skratka, kjerkoli imamo vsebino, ki nekako, bom rekla, je kot repozitorij, kot ena zbirka naših video gradiv, ki jih lahko udeleženec pogleda naključno. In so v bistvu namenjene bolj temu, da jih uporabimo mogoče v neke suportne namene, ali pa, da ne rabimo vedno znova nekaj razlagati. Ne? To se pravi, recimo imamo neko stranko, ki spet sprašuje nekaj, kar smo mi že mogoče 2 dni nazaj povedali neki drugi stranki, takrat se nam splača mogoče narediti nek repozitorij, neko tako knjižnico in v bistvu na nekem spletnem tečaju, v neki spletni platformi, to postaviti, bom rekla, tako kot ene knjigice, skratka kot posamezne zbirke naključnih video vsebin, na katere ali udeleženci, recimo, če so naše stranke v platformi, lahko sami pobrskajo po njih, lahko na njih usmerimo svoje stranke, recimo, ko nas nekaj sprašujejo, pa jih usmerimo, da si tam pogledajo, ali pa v bistvu celo uporabimo varianto v nekaterih platformah, nekatere platforme za spletne učilnice omogočajo tudi to, da lahko v bistvu pobrskamo, to se pravi, da udeleženec pride in pobrska, napiše, ne vem, to pa to me zanima in mu ta platforma že pokaže dotično lekcijo, kar pa še dodatno v bistvu nam olajša ta proces, da ne rabimo usmerjati udeležencev, ampak v bistvu lahko sami poiščejo vsebino, ki jih zanima.